Medtem ko državljani Slovenije pred začetkom poletnih dopustov nimamo nobenih resnih skrbi, če seveda ne štejemo nesrečnega datuma državnozborskih volitev, naši politiki trpijo peklenske muke. Evropske volitve so se za stranke koalicije končale porazno. Virantova državljanska lista je denimo dobila le malo več kot odstotek glasov. Če bi se kaj podobnega primerilo tudi na državnozborskih volitvah, bi Virantove lačne sirote doletela usoda ptičkov brez gnezda. Tega pa mehko srce Gregorja Viranta, ki je kot predsednik stranke sicer že odstopil, ne bi preneslo. Še sreča, da se državljanska lista odpravlja na volitve z izjemnim programom. Državljanska lista ima izjemno dober, izjemno močan program in s tem programom bomo šli na volitve. Jaz ostajam zraven, tisti, ki so jo podpirali zaradi mene, ne jo še naprej, ker ostajam v stranki. Je zagotovil Virant ob svojem odstopu z mesta predsednika stranke. Čeprav podrobnosti ni razkril, nam je na podstrešju uspelo odkriti njegov tekmovalni program. A tu si ti in tu sem jaz in vsi ostali. Skupaj za njo, za Slovenijo. Vsi smo isti, vsi drugačni, a eni siti in drugi lačni. Mar ni lepo? Vsi isti, vsi drugačni, eni siti, drugi lačni, prepevajo za življenje izven toplega parlamentarnega gnezda negodni Virantovi ptički golički. Tu si ti in tu sem jaz. Skupaj za njo, za Slovenijo. Kako ganljivo. Če to ne prepriča volivcev, Seveda pa se oglašajo tudi nasprotniki, ki ne varčujejo z nizkimi udarci. najdejo pa se tudi taki, ki pravijo, da pri petju morda le ni dobro, če je intonacija preveč liberalna. Polomija na evropskih volitvah je s položaja odnesla tudi predsednika stranke SD, srčnega Igorja Lukšiča. Pa tako zelo si je želel žrtvovati se za Slovenijo. O tem, zakaj se je na evropskih volitvah odločil kandidirati kot prvi na listi svoje stranke, je Lukšič povedal. Po mojem to ni neobičajno, predvsem pa je zelo dobra rešitev za socialne demokrate. Zame niti ne, veste, ker lahko bi se v udobju zaposlitve, ki jo imam zdaj, se pravi profesor na fakulteti, sončil in pustil, da stranka počne to, kar sama misli, da je prav. Ampak Nehvaležno ljudstvo se je nad izjavo zgražalo. Neka prav posebno zajedljiva volivka, ki sama sebe predstavlja kot prisrčno, je na Twitterju zapisala. Z izjavo, da se na faksu sonči, je povedal vse. Zdaj se pa še z EU faktorjem maže, da ga ne bi opeklo po denarnici. Tako je pregovorna slovenska zavist Lukšiča oropala za izvolitev. Kot rečeno, pa se je poslovil tudi z mesta predsednika stranke. Na njem ga je zamenjal minister za kmetijstvo najboljše slovenske vlade vseh časov v odhajanju Dejan Židan. A ljudem je težko ugoditi. Mnogi spet niso bili zadovoljni. Nekateri so opozarjali, da bi SD lahko malo bolj upoštevala ženske kvote. Drugi pa so udarili kar naravnost in brez usmiljenja. Trdijo namreč, da je izvolitev Židana navadna potrata časa. Če bi za predsednico stranke nemudoma izvolili tovarišico Majdo, bi bilo te strankarske nesreče prej konec. See what you can find.